Nov podcast in dva zasavca, ki sta povedala, kako je kameradschaft potekal nekoč in kako danes. Vsi govorimo samo o kameradschaftih. Rivalstvo med njimi je bilo prisotno zelo. Ne? Da je Zasavje en kraj, koder so doma trdoživi, inovativni, pogumni ljudje. Ampak ko je bilo pa treba skrb stopiti, pa smo bili vsi rudarji. Ne? Kot rečeno, dva inženirja, vsak iz svojega področja, eden bolj sodobni, eden manjše iz prejšnjih časov, eden skrbel za podzemlje, drug strelja na Luno. Podzemlje, gospod Berger, kako je bilo nekoč pod tlemi Zasavja? Vi ste bili kar odgovorni za dosti stvari. Ja, jaz sem več kot 30 let delal na rudniki, v bistvu celo svojo kariero. Službeno sem delal na rudniku. Bilo je lepo, bilo je pa tudi težko ali pa hudo, tako bom rekel. Ampak pa na koncu se človek spominja bolj lepih, prijetnih trenutkov. Prijateljev, sodelavcev, z vsem sem se dobro zastopil, razumel, tako da imam lepe spomine na kariero poklicno svojo. A je kakšen najlepši trenutek iz podzemlja? Ja, ko pa vem, kjer bi bil najlepši. Se pravi, veliko je bilo lepih, ne. Veliko je tudi kakih anekdot bilo, prigod takih in drugačnih in tu je tisto, kar se zdaj spominjaš, ne vem. Lahko povem nekaj, če čete, ne. Mogoče moj ta prvi obisk na rudniki, mislim, da je prvi šiht ali pa sem celo še prakso delal, ne vem. Sem kot mlad inženir, ne, še z faksa, frišen čist. Dobil eno nalogo pri enem starejšem inženirju, ki je bil, mislim starejši, v bistvu je bil mlajši, ki sem jaz zdaj, ampak izkušen reč je bil. Uvajali smo neka nova lokomotiva, se je kupila, ne, in je bilo treba transport preurediti. Skratka, je bilo treba radije krivin popraviti, ne, pa zračunati, kakšne so, da bojo pelali tam v remizo, pa kaj s tem kam. Ne. In potem dam jan to nalogo, kako bi tu zračunal, jaz še matematika frišna, tam eno diferencialno enačbo, ne vem, kva dy po dr, pa krogu log, ne, formula, pa koliko na določeni razdalji tu prepigati, pa tak, ne. Seveda, super, ne, mi organizira gor, znaš mirt, boš dobil inštrument, pa enega figuranta, pa ta tu zrihtala, ne. In jaz, ne, seveda, gor tisto popikamo v milimeter, vse zrihtamo, ne. Pa javim, da sem tu zrihtal, ja, v redu, boš do konca zraven, ne, boš dobil poln legarje, ne, pa te tu zmontiral, ne, pa nisem nič vedel, ne, kaj. Pride en majster, ne, seveda tam, ja, bomo tiste šine neko prepigane prepiljajo, nič ni pasal, ne, seveda, pa čakam šel po tolmača, ne, veš, zdaj dobra mašina je bila nemška, ne, ko bo zdaj tu kakšna navodila, ne. No in pride ta drug, ne, kjer je zdaj tolmač, ne, a prav, tule je tolmač, ne, pa puhar pokaže. In po je toliko tisto šino, toliko cajt, da je pasal, no, v glavnem, ene 2 dneh so tu zrajdali tisto mašino not, ne, in tu je pol povezava med puharjem pa diferencialnim enačbam, ne, tu sem kot mlad inženir izkusil, rečemo te prvič, ne, sem jaz. V bistvu so vas poskusili malo... Ne poskusili, ampak pač, ne, dali so mi neko nalogo, je bilo treba speljati, pa vidiš, kakaj je pa realnost, ne, tako v rudarstvu je bilo veliko tako naredga, no. Se je bilo treba malo znajditi, ne, pa silo uporabiti, ne samo. Jure, a vi tudi v DV-softu, ki s puharjem rešite kako stvar? Ne, s puharjem ne, ampak s kakšnim 3 blicami pa treba kdaj kaj popraviti, ne. Vse se trudimo, da je tega čim manj, ne, ampak ja, mislim, da je tukaj v našem poslu tudi, da je treba biti iznajdljiv, ne, in tukaj recimo se najbolj vidi, ne, razlika med različnimi narodnostmi, ne, in pol javijo Japonci, ne, da je en navoj premalo rezan, ne, da ne morejo šrafa noter dati in potli. Japonci recimo zahtevajo, da narediš report, zakaj si to naredil, kako poskrbiš za to, da se tega nikoli več ne bo naredil, poslati je treba cel nov inštrument zaradi enega onga, ne. Mi bi šli pa v železnino, pa bi en navojni sveder vzeli, ne, pa bi ga uvrtali, ne, pa tudi kakšni Američani, pa kakšni drugi, ne, ampak pač to so res zelo zanimive razlike, ko kažejo na
to iznajdljivost, na inovativnost, ki jo imamo tukaj v krvi, prav iz teh časov, ne, rudarskih, se mi zdi. In tako da to je tudi kar velika prednost. Pa se vam zdi, da to izumira ali se to spet nazaj vrača? Ne, jaz mislim, da če to nekako gojiš, če živiš s tem, da imamo to v krvi, tako da se mi zdi, da nam je to prirejeno, no, veliko bolj kot kakšnim drugim. Zdaj, oba izhajata iz takšnih družin, ki so bile inženirske. Zdaj, vaša je zelo rudarska, vaša pa zelo inženirska. A ste že v bistvu upisali šolo z namenom, da boste šli v rudnik, recimo, saj fakulteta je zelo že usmerjena v to geodezijo? Ja, jaz sem prva generacija usmerjenega izobraževanja, 66-letniki smo bili pač poskusni zajčki, ne. Tako da nismo ne mi vedeli, ne starši, ko bo, pa kako bo, ne, malo so eksperimentirali, ne. Taka ustaljena pot je bila pač veliko Trbovčanov, ko je hotel, ali pa iz Zasavja, no, pač ljudi, ko je imeli namen iti kaj študirati, so upisali gimnazijo, pa pol se odločili ali za neke tehnične smeri, družboslovne, ni važno, to je cela familija, pa žena tudi. Je neko takšno poklic oziroma izobraževalno pot obrala, ne. Jaz so seveda zmešali čisto takrat, ne, in sem takrat je bilo rečeno, da boš lahko usmeril sam tisto, kar boš, ne, 15 let star boš šel, ne vem, v gradbeno šolo, pa boš lahko gradbeni inženir, če ne, pa ne boš mogel biti nikoli več, ne. V glavnem, v tem smislu, no, in se pol nekako navdušil za geodezijo in sem šel v srednjo šolo geodetsko, gradbena šola, ne, geodezija. Ampak pol, ko sem pa končal, no, pa že ni bilo več tu, ne, pa že bilo malo mimo ta stroga usmerjenost, tako da sem se pol odločil čisto na koncu za rudarstvo, drugačen poskus, imel željo biti gozdar. In od majhnega, ker pač začetam sem bil veliko pohost, pa to recimo pohost hodil, no, ampak pol, ne vem, no, v glavnem, čisto na koncu sem se pač odločil, da bom šel v rudarstvo. Ampak seveda pred očmi sem imel premogovništvo, ne, namreč rudarstvo zajema od pridobivanja soli v Sečovljah do vrtanja nafte, do kamnolomu, peskokopu, gramoznic, pa rudniku vseh možnih, ne. Ampak če si v Zasavju doma, je nekako logično, a ne? Je logično, ne, čeprav niso vsi, no, so v to usmerili, ne. Veliko jih je tudi v Tunilogradnju ali pa tako naprej, no. Ampak logično je bilo, ja, tako da je bila neka taka logična pot, no. Jure, otrok dveh inženirjev tudi, kaj ste si predstavljali, da boste, ne vem, nekje v srednji šoli, recimo? Ja, to nisem imel pojma, ne. To je v takih letih, ne, itak je tako iluzorno, da bi rekel, jaz pa se hočem ukvarjati z merilno tehniko. Tudi nisem niti vedel, kaj je to, ne. Ampak pol v življenju, ne, pridejo na pot določene priložnosti, ki je pač jih zagrabiš ali pa ne, ne. Tehnika je bila res mi nekako položena v zibelko in me veseli, da je tako, no. Jaz še danes najbolj uživam, ko se pogovarjam s strankami po vsem svetu, tako da ali je to vesolje, ali je to avtomobilska industrija, ali so to rudniki, zdajle februarja gremo v Brazilijo v en rudnik in tam inštaliramo kar velik sistem, ne, in to je meni, še danes se mi dogaja, res z veseljem obiskujem stranke in poslušam, kakšne imajo želje in potem poskušamo to nekako na najbolj inovativen način zadovoljiti te želje. Zdaj nekako Devesoft je nastal v času, ko je že rudnik bil tam pri koncu oziroma pri počas zapiranju, ampak a je vseeno, ste vi kdaj kakšno merilno tehniko ali pa karkoli naredili za zasavski rudnik? Mislim, da ne. Mislim, da nikoli nismo bili tako daleč, mi smo to prvih 10 let itak delali samo programsko opremo, tako da danes bi, ne pa ne danes, čez ene par let bi mogoče že znali kaj narediti tudi za rudnik. Aha, okej. Pa obenem Devesoft še kar dobro sodeluje oziroma na temeljih rudnika in rudniške zapuščine, tudi eno veliko ambicijo, željo imate mesto akrobatov v resnici postaviti na nekih degradiranih rudarskih površinah. Kako boste združevali to rudarsko pa sodobnost pa to?
Ja, jaz mislim, da smo res lahko ponosni na to našo dediščino, da jo moramo spoštovati, da jo moramo ceniti. Dogovorili smo se tudi, da bomo negovali to zgodovino. V tem smislu bomo tudi začeli obnavljati en določen del opreme, da bo tukaj ostal v teh naših krajih, pa da bo ta zgodba se nekako ohranila tudi za prihodnje rodove, da bomo lahko na teh temeljih gradili prihodnost. Ja, mesto akrobatov bo zgrajeno na rudniških površinah. Tudi sistem ogrevanja, hlajenja bo narejen tako, da se bo v zemljo shranila toplota poleti, pozimi se bo vzela ven, tako da bomo tudi praktično dol spodaj pa kar nekaj kulma, ne? Ja. Tako da bomo v bistvu ta premog še naprej izkoriščali, ampak nek drugačen način. Ste si mogoče včasih, ko je še bil rudnik tako kar v dogajanju, predstavljali, kaj bo nekoč na teh tleh, to, kar se danes razvija pa dogaja? Mislim, dobro, že sama zakonodaja pravi, da moraš po opustitvi rudnika vzpostaviti prvotno stanje. Ne? Seveda, zaradi načina odkopavanja v Zasavju je to nemogoče, ne? Ampak prav pa tudi zakon, da ali pripraviti zemljišča za nadaljno rabo v skladu z prostorskimi akti, ne, ki so tudi skozi prilagajali aktivnostmi rudnika. Ne. Tako da jaz si nisem predstavljal že, ne, da nekoč po ne vem kolikih letih, da bo nekaj tam gor verjetno tudi stal. Ne. Nisem si pa mislil, da bo tako hitro po pridobitvi te odločbe o prenehanju pravic in obveznosti oziroma po sanaciji rudniških površin, da bo nekaj tacga ratal. Predvsem nekaj tacga, ko ena velika nadgradnja, no, in pa neka bodočnost, taka dobra alternativa. Ne. Meni je bolj sanirane površine, ne, če se pol uporabljajo zaradi tega, ker imajo status degradiranih površin in na degradiranih površinah se lahko marsikaj dela, ne, tacga, ko se drugod ne sme, ne. Ne bom zdaj izpostavljal kakih stvari, da ne bi, ampak če jih že saniramo, ne, pa se naj uporabijo sanirane, ne. Če so pa degradirane, pa naj bojo degradirane, pa naj tisti, ko bi jih rad uporabljal, pol nekaj na njih naredi, ne, pa največja neumnost je pa, da se sanira, vzpostavi nek relativno dober stanje, ne, pa se pa spet obremeni z neko drugo vrsto degradacije. Stane neko odlagališče. Ali pa kaj drugega, no, ki ne prinaša neke dodane vrednosti ali pa delovnih mest, ne, če že tako. Pa ste kdaj s kumarati razmišljali, kaj bo pa čez 30-40 let tlele gora? Ste imeli kakšne tako ideje? Ja, zdaj nekaj je bilo tako službenih oziroma službenih, no, v nekih projektov ali pa, ne vem, razvojnih projektov, idejnih zasnov pa tacga, to je bilo uradno. Drugače pa pri kakšni piri smo pa filozofirali vse sorte, ne, to je pa ratal nekaj tacga, ko bo zdaj Jure postavil, ne, to je pa skoraj vsak teden kaj tacga ratal, ne. Jure, a je ideja za mesto akrobatov prišla tudi ob kakem pivu ali je čisto od drugje? No, mi smo zmeram se razvijali postopoma. Kupovali en prostor za drugim, obnovili Peko, Iskro, zdaj Tio, Strojna tovarna Trbovlje. In v bistvu so te naše stare fabrike, ne, jih je nekako kar zmanjkalo takih, kakor so smiselne, ne. Tako da je mene izredno presenetilo, da je teh, koliko zdaj, 4000 kvadratov v Iskri, ki je namenjeno za nove ideje, da je kar premalo, ne. In to zelo hitro, ne? Zelo hitro. Jaz mislim, da bo to dosti do konca življenja, ne, ampak očitno temu ne bo tako. Izgleda, da so tudi mladi prepoznali neko priložnost, pa ne samo iz Zasavja, tudi drugje, ta zmožnost izdelave prototipa in pa proizvodnje pa vseh drugih storitev, ki jih nudi Katapult, je očitno neka stvar, ki se potrebuje. Tako da je nastala ideja za mesto akrobatov, mislim, da kar po potrebi spontano, ne. In
spet bomo zidali en modul za drugim, nočemo imeti mesta duhovne, tako da tako, ko bojo rasle potrebe, tako bo raslo mesto, brez neke hude forse pa stresa. Ne. Pa se bodo te zgodbe, ki so v mestu, zdaj prestavile gor ali bo na obeh lokacijah funkcioniralo? Odvisno od vsebin. Nekatere zgodbe se bojo ohranile na obstoječih lokacijah, nekatere se bodo selile, tako da to je stvar pač razvoja. Zdaj začeli smo s tem, da sta oba inženirja. Kakšen je bil nekoč dan inženirja ali pa vaš dan, pa kakšen je vaš en tak? Sej jaz vem, da vsak dan je malo drugačen, en kup stvari se zgodi, ampak recimo en tak poprečen dan. Običajno je bilo tako, ne? Mi smo delali od 6 do 2 še, jaz sem začel 2/3 mogoče delovna doba, sem delal od 6 do 2, ne? Rudnik je takrat obratoval običajno na 3 izmene, ne? 3 dritle, čast od 4, kakor je bilo. No? Tudi vi ste na dritle delali? Ja, od začetka seveda so nas pošiljali, takrat je bil še RRPS, ne, tako da smo hodili po vseh rudnikih, po kak mesec rečemo, oziroma vse jame, da smo jih spoznali, ne, pa spremljali, ne vem, proizvodno, montaže pa tako naprej. Kot mlade inženirje so nas pošiljali, tako da sem kar nekaj imam, no, tudi noh šihtu pa popoldne šihtu. Je pa, pač ob 2 si bil pa načeloma frej, dobro, pa je bil tisti report, če malo je še trajal in pol smo šli običajno domov, pa v ših na cvetu pa kaj delali, ne, bajta pa tak, ne. Danes je seveda čisto drugačno, pol zdaj zadnjih nekaj let smo delali od 7 do 3, kakorkoli, ne. Ampak načeloma je pa tu tako potekali in delovni čas je bil in to je bilo ja, to, in je bilo v redu, meni je bilo fajn, ker si imel pol še nekaj dneva, ne. Danes je zdaj, gospod Berger je v bistvu že nakazal to, kar je tudi naprej vprašanje, a ne, danes vaš urnik predvidevam, da ni od 6 do 2? Moj osebno ne. V podjetju imamo pa različne navade, običaje, v proizvodnji je tudi dosti takih, ki imajo doma kmetije, tako da nekateri že ob 5 zjutraj pridejo, pa potem ob 1 grejo, tako da je čas zelo fleksibilen. V razvoju pa kakšen ne pride tudi ne do 9, 10, ne, in potem potegne pol popoldne. To je treba spoštovati, to je treba dovoljevati. Zdaj pa moj čas, pa ne vem iz katerega štosa sem, ne, ampak jaz sem zdajle za vikend eni 150 mailov za odgovoriti, ne. Tako da ne vem, kdaj bo prišel čas, ko bo bolj tak človeku prijazen urnik, ne. Je pa res, ne, da ko se zadeve nekako umirijo, pa ko se nekako postavijo v neke tirnice, si pa nekaj novega zmislimo. Sej v bistvu tudi vprašanje, zdaj sta povedala tako delovni dan, kaj pa vsebina. Zdaj malo ste že namigli prej s tisto Brazilijo pa z rudnikom, da to je tisto, kar vas zanima, nekaj novega, da je treba iskati rešitve, kako narediti. Verjetno je to tisto, kar je največje srce tega dela. Ja. Pri 400 zaposlenih je zagotovo veliko tistega dela, ki ni tehnična, ne, ampak tu je pa res izjemna ekipa s Tigranom Stolterjem na čelu, skrbi za to, da se lahko jaz kar precej časa posvetim strankam, potovanjem pa razvoju, in to je tisto, kar se mi zdi, da je res ključno, ne. To je dobra ekipa, je ključ do uspeha. Zdaj, če smo že glih pri ekipi, vsekakor je to tudi kameradschaft. Danes vi veliko govorite o tem, včasih ste pa to res živeli. Kako je bilo včasih, kaj je pomenil ta kameradschaft, ali samo v službi, ali tudi po šihtu? Zadnjič smo imeli tukaj Jano Mlakar Adamič, ki je malo povedala te zgodbe knapovske, tako kar take konkretne, a ne. Pa vi povejte, kdaj je bil a je to bila tista pijača po službi, ali je bilo to med, kaj, kako? No, več aspektov, no. Najprej morate vedeti tu, ne, da knapi, ne, so glih tako ljudje, kot vsi drug, ne, tudi pod zemljo, z vsemi lastnostmi in navadami, ne. Tako da moramo vedeti, da vsi govorimo samo o kameradschaftih. Rivalstvo med njimi je bilo prisotno zelo, ne. To je bilo, ne vem, to je bilo razdeljeno med dritli, se pravi med izmenami, med čelerjem pa tisti, ki so bili na pripravnih številkih,
ne vem, elektro-strojno rudarsko službo, celo strojna služba, med to staro delavnico pa to novo delavnico, ne. To je bilo vse neki se štricali med sabo, tudi kdaj kaj ponagajali, ne, kaj skrili, ampak ko je bilo pa treba, ne, skupaj stopiti, pa smo bili pa vsi rudarji, ne, tako da drugače pa je to čisto normalna zgodba bila, tako kot v vseh drugih firmih ali pa tudi življenju tako. Kar se tiče pa izven delovnega časa, pa mislim, da so bile pa te vezi zelo močne, oziroma so še zdaj ostale, tudi zdaj, ko praktično nas ni več, ne, aktivnih rudarjev, so v Trbovljah izumrli, ne. Pomagamo en drugim ali pa si pomagajo, ne vem, gremo na pijačo, na izlete, take stvari, no, še zmeraj se družimo veliko, no. Mislim, z enimi bolj, z enimi manj, ampak je tako, no. Rudarji so skupaj stopili, tudi ko je bilo treba se postaviti proti oblasti, oziroma lastnikom, a ne? Običajno jih je to najbolj združilo, ne. V vsaki priliki, ne glede na to, kakšen sistem je bil, kakšna oblast je bila, ni bilo važno, ne, če je kaj šlo narobe, tisto je bilo pol pa dosti, pa ni bilo več nič deljen, ne, tako kot sem prej razlagal, ne, ampak je bilo pa običajno, so se zedinili, ne. Katerega štrajka se najbolj spomnite? Ja, dobro, najbolj se spomnim te zadnjega, ne, ampak ker prejšnji, ki je bil, pa jaz še nisem bil zaposlen, je bilo pa tik preden sem začel delati, mislim, da je bilo 90. leta to, no, je bil tudi velik štrajk. Takrat je pol tudi šlo malo navzdol, no. Veliko je bilo odpuščanj, reducirali se je, ne. Ampak se je pol spet zadeva malo naglihala in je relativno v redu teklo, dokler ni bil pač ukinjen oziroma nerealiziran financiranje, ne, pa je pa spet počel. Zdaj, ali so imeli knapi tudi, ko je kak mlad, nov ali inženir ali knap prišel, kakšne iniciacije? Kakšne so ga malo samo kje ponagajali? Ja, no, se sem povedal prej, ne, da če se je le dal, ne, vsaj dobro, zdaj pa inženir, jaz se ne spomnim, kjer so, pa kjer tudi kaj nastavili, no, zdajle se. Vam očitno niso, če se ne spomnite. Ne, meni niso, pa tuhtam, kjer ga bi povedal. Ne vem, če primerno, skratka, no. Enega so, ko je sicer bil inženir tudi, ampak ni tle delal šolo, mislim, da je na Hrvaškem končal, no, pa je. Takrat smo kupili gor dom na planini, ne, in je seveda en od knapov je bil tak zelo znan potem, ne, da iščejo enega, on se je pa pač hvalil, da je inženir, ne, drugače je delal kot nadzornik, ne, ampak da je tu, ne, on ima neke šole, pa to. Je rekel, pa ga pa on pošla prav, zdajle so gor na planino kupili, ne, zdaj pa imajo ovce, ne, rabijo enega, da bi, je rekel, fajn šiht, imaš plačan jamska leta, pa vse, sam moraš ovce je treba pasti, ne, sam moraš znati, ne. Takoj se javil, ne, šel k takratnem obratovodi, ne, je rekel, zginil jamo, pa pošli Lojzata sem, ne, je vedel, kjer ga je, ne, tako da. Ne, prej je bil malo tako, no, pa je pa povedal, da je pa sprifan za ovce pasti, no, tako da se ga malo dobi. Jok je bila okrog obrjena, ne, stos, ja. Jure, kaj pa pri vas, ko pridejo novi inženirji, novi zaposleni, tudi kaj pohecate, imate kako fazanstvo? Ma ne, mi jih nekako na teh novoletnih zabavah nekako jim damo kakšen izziv. Letos bo še posebej zanimiv, zaradi tega, ker zmeraj imamo neko tematiko, pa smo bili ali v Kazinoju, ali smo bili v Mehiki, ali smo bili na Divjem zahodu, no letos gremo v Jamo, tako da to bo tudi ena taka zanimiva stvar, ne, in v bistvu jaz mislim, da bo kar zelo pestro dogajanje, ne. Kar se tiče pa samega komaračafta, ne, pa v bistvu s tem sistemom, ko smo ga nastavili z nagrajevanjem solastništva, ne, poskušamo oziroma brišemo meje med, rečemo temu, lastniki in pa med zaposlenimi, ne. In to
se mi zdi, da pa res dobro deluje. Mlade inženirje, dajmo se še tega dotakniti, to je poklic, ki nekaj časa malce izumiral, zdaj pa se mi zdi, da je spet, vi ste tudi kar veliko naredili na tej temi. Na kakšen način spodbuditi mlade, da bodo šli v takšne tehnične tudi poklice? Ja, jaz mislim, da ta prva stvar je čist simpel. Mladi najbrž danes vidijo, da je ta poklic zaželjen, cenjen, da so službe na voljo, da so dobro plačane. To je tisti osnovni pogoj, da se mladi odločajo za to. Je pa tudi res, da je potrebno pa v šolskem procesu zagotoviti, da mladi v tistih rosnih letih ne dobijo odpora do matematike, fizike, tehničnih smeri. No, zato pa v bistvu tudi poskušamo poskrbeti v Katapultu, kjer mlade vključujemo v te naše dejavnosti. Mislim, da ko gledaš otroke, ker z res zanimanjem pa veseljem programirajo robote, da potli se nam ni zabat za prihodnost. In to je nekaj, kar je temelj tega, da bo tudi mesto akrobatov uspešno v prihodnosti. Kaj pa vi, kako vidite? A imate mogoče vi podmladek okrog sebe, ki se zanima za to vrstne poklice? Ne, kot Rudnik ni zaposloval več od, ne vem, tam leta 2000 naprej, ne vem, če je kacga tehnika zaposlil oziroma inženirja, ker je bil ta zakon sprejet o postopnem zapiranju, tako da je zaradi tega čim mehkejšega prehoda na nič, se ni kadrov več zaposlovali oziroma so bili kvečjem odlivi. Tako da jaz sem prišel kot najmlajši, pa končal kot najstarejši v bistvu. Kar se pa otrok mojih tiče, če ste tu mislili, pa sta pa oba čisto drugih vodih, oba čisto družboslovju, eden pravnik oziroma na tožilstvu zaposlen, hčerka pa še dela doktorat na FDV, zdaj imam dalj kot, ne vem. Prav ne bo novih inženirjev iz tega gnezda. Iz našega gnezda, ne. Kje pa, če zdaj se usmerimo, že smo začeli s prihodnostjo, kje vidite Zasavje 2050? Ja, jaz ga žal ne bom videl verjetno, razen če ne bojo kaj hudega izumili. Drugače pa jaz upam, da nižji, kot smo bili pred parimi leti, ta stagnacija s propadom vseh fabrik in tovarn, da je to končan in da so zdaj tudi po vzgledu DVSofta, da so nek temelji nastavljeni za ponovno rast, prebojenje. Tudi mogoče bo malo manj centraliziran svet, jaz upam, da ne bo vse samo Ljubljana, pa tako. Zato sem zelo vesel, da se ohranja znanje tukaj v Zasavju. Nekoč so, ne vem, tudi inženirji, če hočete, prihajali sem delati drugod. Pa je bil eno obdobje, ko je vse bežalo ven, zdaj pa očitno prihaja spet obdobje, ko se to znanje vrača tudi iz drugih koncev, tako da jaz sem optimist, kar se tega tiče. Lepo je, čezdalje lepše v Zasavji in mislim, da imamo perspektivo. Tudi DVSoft oziroma vi ste en del krivcev, da se decentralizacija dogaja, da se v Trbovljah, v Zasavju en kup stvari dogaja, ki se sicer ponovadi grejo vedno v večja mesta. Sam ste lokalpatriot, to vedno povete. Kaj bo z Zasavjem? Ne samo mesto akrobatov, ampak kako bomo z letečimi avtobusi šli gor na Lakonco, kaj bomo čez toliko let? Ja, jaz računam, da bomo nekako oba dva doživela 2050. Ker dejstvo je, da narava ni več degradirana, narava se je lepo obnovila, tako da imamo res dobre pogoje. In jaz upam, da bomo še naprej delali korake k tem, da bo to postal nek tak tehnično-inovativni center, ne samo Slovenije, ampak mogoče tudi kaj širše, koder bo lahko vsak mlad tak, ki ima neko idejo, ki ima voljo, ki ima predanost, prišel pa bo tukaj ustvaril, pa da se bo iz tega rodil
kar nekaj delovnih mest. Tu že delamo, tu bomo delali naprej, korak za korakom. Seveda je pa treba usporedno razvijati tudi ostalo infrastrukturo, stanovanja, hiše, kulturo, umetnost, šport, rekreacijo, zdravstvo in tako naprej. Tako da tukaj se mi zdi, da smo tudi že kar nekaj korakov naprej naredili, ampak smo pa na začetku neke poti, ne. Tako da to je sigurno en tak izziv za prihodnost. Kako pa oba vidite, kako smo se ljudje preobrazili v teh letih? Velikokrat miselnost tista, ki zaustavlja razvoj. A smo imeli s tem težave, recimo zadnjič, če to izpostavlja Mlakar Adamičeva? Jaz bi rekel, da je prav gotovo Zasavje bilo v neki apatiji. Brezposelnost je bila visoka, izseljevanje je bilo veliko, ampak se mi zdi, da smo nekako šli čez to in da zdaj smo spet, tako kot smo bili včasih, da smo ponosni, da smo iz Zasavja in da to, jaz to povsod poudarjam, no, da je Zasavje en kraj, koder so doma trdoživi, inovativni, pogumni ljudje, prav ko smo zrasli in nam je to bilo položeno zibelko prav na temeljih rudarstva. Vi še toliko bolj poznate knape, a imamo še ta mladi tudi to knapošno v krvi? Ja, tu ne vem, koliko jo imate vse ali pa koliko jo imajo, ampak sigurno ne bo ta naša mentaliteta ali pa miselnost, ali kako bi rekel, kar izumrl, ne. Jaz mislim, da se to malo naprej prenaša, tudi dobre in slabe stvari, ne. Jaz sem bil ko smo zapirali rudnike pa to, ne, pa je bilo veliko, kaj s tem narediti, kaj z jamom, ne, kaj s površinami pa to, ne, pa jaz sem bil tako mnenja pač, da je treba ohraniti tisto, kar je smiselno ohraniti, tudi opremo pa take stvari, ne. Ker nam tudi ne pomeni nič, ne, nam je bil kruh premog, ne, proizvodnja, vse smo v to vlagali, vsi izzivi so bili iz tega področja, ne, in pa je tu umrl je del nas, umrl z nam, ne, mislim zraven, tu nismo imeli več izzivov v bistvu, ne, ampak tisto, kar je pa ostalo, pa moja filozofija je taka, ne, mi ne vemo, kaj s tem početi, ne, ampak nekdo bo pa vedel, ne. In tu je še bolj se potrdilo, ko smo kakšne ljudi v jamo vodili, pa tele jamatloni, pa tako so vsi fascinirani, ne. Te rovi zdaj so nam, ne vem, ko bi po tunelih hodil, brez veze, ne. Ni živ, ne, ni mehanizacije noter, ni transporta, ni tistega opitja pa tega, ne, to je delč od tistega rudnika, ko sem ga jaz poznal, ko je bil še aktiven, ne. Ampak drugim ljudem je pa zanimiv, ne, in nekdo najde priložnosti, ne, tudi v takšnih prostorih, pa ne samo prostorih, no, na temeljih rudarstva, na primer, ne, neke druge ideje pač in je prav tako, ne, da se mi počasi umaknemo, ne, pa nekdo, mislim, isto stvar vidima jaz ali pa en mlad inženir, pa ni mu zdaj inženir, pač en z idejami, ne, vidima isto stvar čisto drugače, ne. In je to prav, da gre tako naprej. Prav si oba želita, da to rudarstvo še kar naprej negujemo, vsaj v sodobnem času? No, jaz mislim, da bo prej ali slej bo tu, oziroma je že ratala zgodovina, ampak trudimo se pa, da ne bo pozabljena tudi preko, ustanovljeno je društvo Perkmandeljsche v Hrastniku, je tudi društvo, ne, ko skuša ohranjati to, dobro, zdaj je še veliko te populacije, je še živeče, ne, so pa tudi mladi člani, tudi, ne vem, šole, eno obdobje je bil, jih sploh ni nič zanimalo, no, zdaj se otroci vračajo gor, ne, pa se organizira kaj pokaže, ne, kaj pove pa take zadeve, tako da izgleda, da tudi, mislim, pač je tu naša tradicija, ne, iz tega izhaja, mi in vse doline so na tem zrasle in je že prav, da se to na tak ali drugačen način ohrani.
Torej, vi pa tudi ste se nekako že kar zavezali, ne, da boste rudarstvo vklopili v svoje. Pač to je en del tega negovanja neke dediščine, ne, in jaz mislim, da tukaj moramo se tudi vsi potruditi, da bo temu tako. Mi po svojih močeh že vsekakor delamo na tem. Ne, ampak ne govorimo samo o predmetih, negovali bomo tudi ta kameradschaft. Katere vrednote so še tiste, ki bi jih najbolj rekli iz časa Knapovšne? Kameradschaft je najbolj znano, o tem smo največ govorili. Mogoče iznajdljivost. Tisto, ko je tu videl, ne moreš verjeti, kako vse se da narediti pod zemljo. Zdaj je nepojemljiv, ne vem, tono premoga dobiti ven. Ne. Včasih smo jih, ne vem, tudi po milijon, ne, iz teh jam. Tako da to je nepredstavljivo. In tu sam s tehniko, pa sam ne vem, s čem se ne da. Ne. Vseeno so tle roke, iznajdljivost, spretnost, v končni fazi si mogel tudi preživeti, ne. Pa kdaj odskočiti, pa vedeti, ne, to malo predvidevati. Tako da niso bili samo močni knapi, so bili tudi zbrihtani. No. V Zasavju smo že od nekdaj poznani, da premikamo meje nemogočega. Ja, res je to. Torej, en del jih je že, od vas še pričakujemo, da se bodo neke stvari še zgodile, ne, veliko želja pa ambicij še imata. Mogoče še kako zadnjo misel za Zasavje, ki bi jo položila našim bralcem, gledalcem? Ja, jaz mislim, da moramo biti res ponosni, da smo doma iz teh krajev, hoditi moramo po svet tako, ko bi rekel, z glavo po konc, ne, pa res skrbeti za to, da bojo te naši kraji še naprej se razvijali. Ok, gospod Berger? Nimam kaj dodati, Jure, ti bi se pridružil, no, v glavnem en obdobje je za nam, zdaj pa gremo v novega, pa korajžno. Pa novim zmagam naproti. Tako. Hvala obema. Hvala. Hvala vam.